Dober dan in lep večer vsem, ki nas gledate, poslušate in se veselite razmišljanja, zakaj je stoiška misel dandanes tako živa. Ne samo, da prebiramo dnevnik cesarja Marka Aurelija kar naprej, da so izšle Petrarhove skrivnosti, polne stoiške misli, da je Epiktet aktualen vedno znova, ampak tudi mnogi priročniki, psihoterapevtski in za samo pomoč citirajo stoiške misli. Nenehoma v Ameriki so klubi, ki poudarjajo umetnost življenja na podlagi stoiške misli. In ena od svetovnih uspešnic je Epiktet, nova interpretacija, ki jo je napisala Sharon Liebel, umetnost življenja, klasični priročnik o kreposti, sreči in ona je izbrala besedo učinkovitost. In takole pravi: stoicizem zdravi naše izbiranje misli, besed in dejanj ter nam pomaga živeti preudarno, požlahtnjeno in krepostno življenje. Tukaj z menoj sta ugledna profesorja, profesor dr. Marko Uršič, ki je v Slovenski matici urednik filozofije, se pravi navdihovalec za knjige, ki jih prevaja, in dragi profesor dr. Igor Škamperle, ki ga poznamo kot tudi oba sta imenitna pisatelja in razmišljevalca, strokovnjak za renesanso, tudi prevajalec, vodnik po čudovitih Firencah, o katerih je pisal Marko Uršič, prelepe pomlad, poletje, jesen in zima. Skratka, uglašeni smo s tistim časom, pa tudi s tem, ki je naš sedanji čas. Zato bi morda začela, Marko, s teboj. Stoiki so govorili o praktični filozofiji, ne o kakšni analitični, logični, ampak o tem, kako živeti dobro, kako živeti srečno. In me zanima, kakšen je tvoj pogled na to misel in kakšno je tvoje življenje. Zmoremo mi danes živeti tako, kot so si prizadevali oni? Najprej dober dan vsem gledalkam, gledalcem. Manci, hvala za te lepe uvodne besede. No, potem bi šel pa seveda kar in medias res k sami stvari. Zdaj, stoicizem je seveda neka stara filozofija, ki je trajala precej stoletij, 500 let v antičnem svetu in je znotraj sebe tudi precej razvejana. Glavno vprašanje, ki se tukaj danes postavlja, v kakšnem smislu je ta stara stoiška misel lahko aktualna tudi danes. Jaz bi rekel, da v marsičem je pa današnji čas precej drugačen od tistega takrat. Torej so neke podobnosti z poznim, predvsem za pozno rimsko stojo, to glavni avtori so Seneca, Epiktet, Mark Aurelij, ki je bil tudi cesar, se pravi te avtorje, ki jih imamo v slovenščini, v lepih slovenskih prevodih. To je 1., 2. stoletje po Kristusu našega štetja. In tisti čas pozne antike rimskega cesarstva je bil v nekem smislu podoben našemu v tem, da Rim je bil takrat neka globalna država. Se pravi, že takrat se je zgodila neka globalizacija, vendar tista globalizacija je bila tudi precej drugačna od današnje. Bila je pač za rimskega človeka, je bil Rim svetovna država in seveda niso poznali pač drugih kontinentov takrat in tako, to je ena stvar. Druga stvar, globalizacija antike je temeljila tudi ne samo na vojaški moči rimskega cesarstva, ampak tudi na neki enotni ali pa dokaj enoviti antični kulturi, rimsko-grški kulturi. Kar danes pravzaprav ni tako. Danes je globalizacija temelji predvsem na nekih ekonomskih interesih
sveta in pač to ima tudi med drugim neke dobre posledice, ampak ima pa zelo, zelo dosti slabih posledic. No in iz te recimo neke podobnosti s takratnim svetom in z današnjim lahko potem potegnemo neke usporednice med stoicizmom in današnjo situacijo. Zdaj, da ne bom predolg, ker bom potem se še vključil naprej, jaz bi tukaj opozoril predvsem na 3 stvari, ne, ki so v stoicizmu izpostavljene, predvsem v tem etičnem delu stoiškega nauka, ker stoicizem poleg etike ima tudi seveda fiziko in logiko, ne, to so 3 glavne veje stoiške filozofije, ampak najbolj znana je ta etična dimenzija in tudi verjetno najbolj zanimiva za naš čas, ne. Tukaj prvo bi bilo odnos do narave, do kozmosa in s tem v zvezi tudi vloga človeka v celoti kozmosa. Druga tema je tema svobode nasproti nujnosti. Dostikrat se pač razume stoicizem kot neko filozofijo, ki podpira recimo nek fatalizem, pa ni čisto tako, ne, se pravi, oni so govorili sicer o usodi, ampak ne, kot bom mogoče pozdaj lahko še bolj celovit način. In tretja stvar je pa odnos do smrti, ne, tako da te 3 stvari se mi zdijo ključne, ki so danes današnjemu človeku lahko tudi precej povejo pri branju teh krasnih starih knjig. Hvala lepa za tole kratko predavanje. Dragi Igor, pa vendarle se vračam k tej iztočnici, da je stoicizem praktična filozofija, ki nas spodbuja k temu, da mi postajamo dober človek. Ta etična dimenzija, kot si rekel, Marko, naj bi se udejanjala v našem vsakdanjem življenju. In zato mi tukaj sedimo, da se pogovarjamo o tem, koliko mi zmoremo v tem času resno vzeti napotilo. Bodi dober človek. In isto kot Ivan Cankar, pojdi pogledat v kamrico svojega srca. Tam je doma to, kar moraš ti obdelovati, a ne? Ne zunaj. Ne glej na te zunanje okoliščine, na katere ne moreš vplivati, ampak na nje vplivaj tako, da ti postajaš dober, etičen, kreposten človek. Ta beseda krepost, vrlina, se nenehoma ponavlja od Aristotela naprej. Dragi Igor, kako bi ti zdaj umestil to praktično filozofijo, ki je bila takrat modrost o tem, kako dobro živeti, v tale naš čas, ki je poln individualizma in skrbi za lastni interes. Tam je pa beseda, ki se nenehno ponavlja ob teh, ki jih je profesor Uršič omenil, skupnost, javno dobro, občestvo. In zato mene te sofisti tako nagovarjajo, ker se mi zdi, da če ne bomo ponovno oživeli občestva, skupnosti, medsebojne soodgovornosti, bo človeštvo propadlo. Kaj pa ti meniš? Ja, lep pozdrav, hvala za to upeljanost notri v to temo stoiške filozofije, ki je vedno tudi spremljala potem zgodovino mišljenja na Zahodu. Vedno nam je blizu, vedno nam je lahko ta misel stoiških filozofov aktualna, zanimiva. Hkrati je pa seveda po drugi strani tudi naš svet zelo drugačen. Blizu nam je sodobnemu človeku stoiška filozofija in njihova misel. In tebi osebno? In tudi meni, Seneca, Epiktet, Mark Aurelius, sem bral tudi imeniten roman o njem, Alojza Rebule, v Sibilinem vetru, ko dejansko vstopiš v tisti duha družbe Rima v 2. stoletju po Kristusu, imeniten cesar stoiški. Torej, blizu nam je po temah, ki jih stoiški mislici obravnavajo, in to je, kot si sama že lepo povedala, kako živeti. To je pravzaprav Michel de Montaigne, je tudi stoiški filozof, literat. Kako naj živimo, da bomo živeli zmirno, strpno, zadovoljivo, srečno, uspešno in zdravo, bi danes dodali. In to je stoiška filozofija zelo blizu, ker to obravnava. Kako živeti dobro, mirno, spokojno, zadovoljivo. Hkrati pa nam je blizu stoicizem tudi danes nam, tudi meni,
pa vsakemu človeku kot neke vrste metoda ali pa učbenik, navodilo, celo kot neka terapija, kar danes imamo radi in potrebujemo, z navodili, kako se obnašati vsak dan, ne, do drugih, do sebe. V tem dvojem nam je blizu, torej po vsebini, ki jo zagovarja, kako živeti, da bomo spodobno v odnosu do sebe, do drugih in do sveta, do celotne usode pravzaprav, strpno, zadovoljivo to preživeli svoje obdobje in z navodili oziroma z praktičnimi nasveti. Zdaj med temi praktičnimi nasveti, to je seveda tema, pa je med drugim ta glaven in danes tudi trdo jabolko ali pa trd kostan, ne, ki ga stoiki seveda tudi že dobro razumejo in postavijo, obvladovati, krotiti, lepa slovenska beseda, krotiti, nadzorovati, pametno upravljati z lastnimi željami, ne svojimi željami. To je pa danes velik problem, zato ker smo nenehoma pod udarom medijev, zunanjih impulzov, efektov, ne. Potrošniške ideologije. Tako, sem še to bi rekel, v ozadju je pravzaprav ravno ta želja, ne, s katero imamo ljudje težave, odkar živimo. No, to bi se budisti globoko strinjali s seboj in profesor Uršič bi pokimal, ampak jaz bom šla na drugo temo. Kot je rekel Igor, psihoterapija današnja uporablja zelo veliko vodil, načel, smernic sofistov. Spoznaj stoikov, stoikov, spoznavaj samega sebe, poglej vase, vrni se, nečesa pa sodobna psihoterapija nima kot zdravila, imajo ga pa vsi stoiki po vrsti, to načelo, o katerem si ti govoril po točko 3, odnos do smrti. In Mark Aurelij na vsaki strani, in Epiktet na vsaki strani, in Petrarkov alter ego. Razmišljaj o smrti dan in noč in potem se boš zavedal svojega življenja, kako ga je treba dobro in polno živeti, in misel na smrt naj bo tvoje vodilo. Tako je tudi Castaneda učil nenehoma, imej tukaj na levi rami sovo, ki naj te spominja, da si umrljiv, da si minljiv, in potem tvoj pogled na življenje povsem drugačen. Kako bi ti tematiziral ta odnos do smrti, ki ga stoiki tako poudarjajo? Tukaj je zdaj precej stvari, tudi deloma različnih, ne. Zdaj, glavna teza ali pa glavni poudarek pri stoikih v odnosu do smrti mogoče ni toliko to, vsaj kolikor jaz to razumem, da bi vsak trenutek moral človek razmišljati o smrti. Tako kot recimo v 20. stoletju v eksistencializmu, recimo pri Martinu Heideggeru imate biti k smrti, ne, se pravi o svoji končnosti smrti. To se zdi, da je malo podobno staremu stoiškemu nauku. Ampak jaz vidim predvsem stoiški nauk v tem, da je smrt pravzaprav tako rečeno pač metaforično simetrična z rojstvom. Ta nauk so delili tudi epikurejci, se pravi, smrt sama naj nas ne skrbi, predvsem pa tisto, kar je po smrti, ne. To seveda ni zanikanje trpljenja in našega strahu pred boleznijo, pred umiranjem, pred odhajanjem, ampak stoiška misel je bila izrazito misel, stoiki niso verjeli v neko posamezno individualno nesmrtnost po smrti telesa, ne. Oni so bili blizu neke vrste panteizmu, niti ne blizu materializmu, ker so govorili o Bogu, ne, v kozmosu, ampak človek se v smrti po stoiškem nauku vrne tako rekoč v naravo, se pravi, ne ohrani nekega individualizma, tako kot pri Danteju, recimo v Božanski komediji ali pa nasploh v krščanstvu, in se vrne. No, in ta misel je za stoike pravzaprav do neke mere tolažilna, ne. To je z današnjega stališča mogoče presenetljivo, ker pač pod velikim vplivom v teh 2000 letih krščanske civilizacije pričakujemo
ne, ali pa nekateri pričakujejo, ne, da se po smrti nekaj nekaj poplača ali nekaj kaznuje ali kakorkoli, ali pa da se zgodi neko razsvetljenje po smrti ali kaj takega. Pri stoiških naukih tega ni, ne. To, kar je tu, ne, kar pa seveda nikakor ne pomeni, da ni Boga v svetu, ne. To je povezano z njihovim razumevanjem sveta, narave, z njihovim neke vrste panteizmom, čeprav sam izraz panteizem je mnogo poznejši, ne. Tako da, tako, ne, nekako, ne, in predvsem to, ne, Epiktet na mnogih mestih pravi, potrebna je vedrina, ne, se pravi, tudi če je človek smrtno bitje, tudi v obzorju smrti, je zmeri vzdržati to vedrino. To delijo tudi z Epikurjem, z Epikurejci in tudi z drugimi, navsezadnje tudi s Sokratom, ne. Dovoliš, ne? da Ja, zdaj seveda. na Igorja Se pridem, opravičujem, ker smo pri ključni besedi stoiške misli, vedrina, radost, ki pa pride od tod, ne da bi se mi smrti bali, ker ravno zato se velja pogovarjati o njej, ker mi v tej civilizaciji in času se o njej ne pogovarjajo, ker nas je tako strah smrti. Takrat so pa se pogovarjali in učili s sprejemanjem smrti in rojstva, sprejemanje sedanjosti in vsakega trenutka takega, kot je. In v tem je ta vedrina in v tem je ta radost in v tem moram reči, je tudi moj osebni navdih, da delam kot članica društva Hospic, ker je radost bivanja pogojena prav s tem sprejemanjem vsega narave, stvarstva, kot bi oni rekli, vesoljstva, kakršna je. In me zanima, kako ti to razviješ v svojem osebnem življenju, ker to ni enostavno. Ja, ni, pa tudi je, ne, zdaj odvisno, kako se človek ozira, ampak to so bile dobro navedene vse teme, ne. Stoiki so zaupali, kot si lepo povzela, v neko veliko usodo, tudi v nek logos narave, kot so oni razumeli, nek božanski logos celotnega vesolja. In ta je za njih primerno usmerjen, kakršenkoli pa že je. In človek je seveda majhno bitje in mu ne ostane drugega, kakor da se stoično, ne, rečemo, spravi dostojno, zavedajoč se svojega človeškega dostojanstva, temu prilagodi in sprejema velikansko vesolje okrog sebe in tudi usodo, če tako rečemo, ne, božansko usodo, ki vlada temu velikemu vesolju. Potem so pa seveda hkrati razvili neko distanco, če bi rečemo nek zadržek, odmik od teh drobnih posvetnih skrbi in jezljivosti in materializma, bi danes mi rekli, ne. Tudi nezgod, nesreč jih stoično prenašaš, ne, in s tem pravzaprav pomirjaš samega sebe, ohranjaš to vedrino, kot vedrino duha, tudi na smrtni postelji, to je prav lepo, to doživeti, recimo, upam, da bom tudi sam to zmogel. Jaz tudi, pa ti, Marko? Ja, seveda vsi to upamo, ne, čeprav to so stvari, ki so močnejše od nas, ne, in torej, kar se tiče strahu pred smrtjo, ne, zdaj, ko si me že nagovorila, tako osebno, mene osebno ni strah, jaz ne vem, kaj bo po smrti, ne, in tudi o tem ne razmišljam prav dosti, odkrit povedan. Če me je česa strah, me je strah umiranja, strah odhajanja, strah bolečine in teh stvari, ki se zgodijo pred smrtjo, ne, ampak strah tega, kot pravijo so eksistencialisti recimo rekli, ne, strah pred zgolj ničem, ne. To se meni zdi v bistvu zelo nekaj abstraktnega, ker mislim, tega itak ne vemo, ne. Skrivnost, recimo, to je recimo odprto, ne, ampak predvsem pa se mi zdi, ker je bil omenjen prej Michel de Montaigne, ne, ki je bil, seveda je bil stoik, je bil tudi skeptik, tudi epikurejc na nek način, se pravi v svojem delu renesančen filozof, ne, Michel de Montaigne, eseji, v svojem delu je združeval vse troje, ne, ampak on recimo
On recimo tako pravi, nič ne moramo računati s tem, kaj bo po smrti. Pustimo pač, recimo, če rečemo tako zelo preprosto, pustimo se presenetiti, če bo presenečenje, če ne bo, nas pa itak več ne bo. Tako da to ni neka investicija v življenje, ne? Se pravi, življenje mora biti... investicija v življenje. Posmrtno življenje po stoikih, tudi če je, ni, in tudi po Michelu de Montaignu, ne pomeni tega, da bi uravnavalo to naše početje, naše življenje tukaj. To življenje ima svojo vrednost in svoj trenutek, in to je to, to imamo zdaj tu. Tako da tem vidim, ja. To imamo zdaj tu. In zato gre tudi pri sprejemanju smrti. To je zdaj tu, kot si lepo rekel, ne kaj bo potem, ampak kaj je sedaj. V tej sedanjosti bodimo polno radostno in krepostno. To je ta poudarek in nehajmo se begati s tem, kaj bo po smrti, ker to je irelevantno za dejstvo, kako živimo zdaj krepostno. Ampak k tvoji renesansi bi se vrnila. Hvala, Marko. Montaigne je v svojih esejih napisal, da je njegov pogled na življenje se popolnoma spremenil s tistim trenutkom, ko je padel s konja in bi skoraj umrl. In v tem je opozorilo smrti, bodi zdaj in tukaj. In poti in druga njegova ključna sprememba je bila, ko mi je umrl najboljši prijatelj. In takrat se je zavedel marsičesa v življenju, kar prej ni razmišljal, kako pomembno je recimo prijateljstvo, kar seveda tudi vsi stoiki zelo poudarjajo. In moja malenkost z duhom Marjana Rožanca, ljubezen. Torej, kako bi ti nadaljeval misel dragega Marka? Ja, to so zdaj kar zapletene teme, ne. Seveda, torej med stoicizmom in krščanstvom je velika bližina, je pa tudi razlika. Zdaj, seveda je stoična drža ta, da se ta vedrina veseli bivanja tu, zdaj, to življenje je zdaj nekaj, kar imam in to je to, potem pa v vesolju vlada neka usoda in bom seveda temu vse izgubil v to. Ampak ampak moramo pa tudi dodati, človek živi tudi od svojega upanja, od svojega pričakovanja. To, kar imam zdaj, je, ko bi rekel, nasprotni pol stoicizma dobro ve, to, kar imam zdaj, je vedno na nek način premalo. Premalo je, celo ta svet je lahko premalo. Poglejte se ga, kar naprej spreminjamo ljudje. Nismo zadovoljni z njim, ne znamo živeti stoično. Hrepenimo po več, po boljšem, po užitkih, po kopičenju bogatstva. Tako da človek je usmerjen naprej, k presežnemu. Krščanstvo kot religija, kot vera, nosi s seboj to upanje na neko popolno boljšo prihodnost. Brez tega človek ne živi. Dobro. Marko, to njegovo upanje je tudi moje življenjsko vprašanje, seveda, in tvoje. Jaz sem tudi človek upanja, ampak prav smrt in spremljanje umirajočih, ki jih je bilo 100 in 100, kaj so me naučile? Poglej, v čem je upanje zdaj. In ko držiš umirajočega za roko, mu rečeš, lejte, mogoče zdaj lahko skupaj še kaj narediva, da vam bo dobro. Morda je še kje kdo, ki se mu morate upravičiti. To me je Marjan naučil. Morda je kje kdo, ki mu niste rekli, ljubim te. Tako da sem pisala pisma recimo umirajoče, ki ni mogla umreti, ločene gospe, dokler nisem napisala pisma, še vedno te ljubim. In ko je to pismo bilo napisano, je ona umrla prej, pa ni mogla. Se pravi, zdaj tukaj pogledati, kje so veri moči. In upanje najdeti, ki je vedno upanje, če razmišljamo, kaj domuje v našem srcu, v naši duši in kaj tudi lahko za drugega naredimo. Ena gospa je bila tako čudovita, v hospicu je rekla, se nič več ne morem, ker ni mogla več iz posle praktično hroma.
Ampak manjca, veste, kaj pa lahko naredim? Molim za druge. In mene je to tako presunalo. Molim lahko za druge. Vedno je še neko upanje, še nekaj lahko dam temu svetu, še nekaj lahko povem temu svetu, še nekaj svetlobe lahko pustim na tem svetu, preden grem v svetlobo samo. Kako bi pa ti? Ja, Manca, hvala ti, to si zelo, zelo lepo povedala. Bolj kot recimo se strinjam s teboj, še bolj pa sočutim s teboj to, kar si povedala. Jaz bi sam še to dodal, ne? Da recimo bolj pač kot neko slutnjo ali pa kot neko morda celo spekulacijo, da večnost, o kateri se govori tudi v različnih religijah, se lahko zgodi tudi v tistih trenutkih pred smrtjo. Tega mi sploh ne vemo, na kakšen način se lahko čas raztegne, ne? Vemo iz nekaterih pač pričevanj ljudi, ki so prišli iz klinične smrti in tako naprej, ampak to je samo kot pomisel, ne? Se pravi, da ni nujno, da je neka večnost pač onstranska v nekem smislu, kot si predstavljamo, ne? Ker verjetno človek umre s telesom, ne? Ampak lahko, kaj se zgodi v tistih sekundah ali milisekundah pred smrtjo, tega nihče od nas ne ve. In lahko, da se, tako kot recimo, kot pravijo fiziki, ko se v črno luknjo spuščamo, ne? Da se čas raztegne in podobno. Ampak to so spekulacije. Jaz bi se, hočem reči, odprti moramo biti do teh stvari, odprti in ljubeči. Ne, kar ti skozi poudarjaš. To je ključna stvar, odprti do drugih, empatični, ljubeči, ne, in to je največ, kar zmoremo. Zdaj bi se pa še, če smem, malo se vrnil k temu, kar je prej rekel Igor, kar je načel, ne, da gremo mogoče še malo k temu spreminjanju, pa k svobodi, pa k usodi, kar je zelo pomembno pri stoicizmu, ne. Se pravi, ti si rekel to se zelo strinjam, da pač zmeri nekako to upanje, ne, mi spreminjamo svet na boljše in to je del našega dela, pravzaprav naših upanj. En zelo pomemben stavek iz priročnika, od Epiktetovega priročnika, se mi zdi stavek, v katerem pravi tako nekako, da to, kar zmorem, moram narediti, česar pa ne zmorem, to pa prepuščam naravi, usodi ali kakorkoli se to imenuje. Glejte, ta stavek je zelo, zelo globoko moder, ne. Se pravi, vedeti to, kaj je v domeni moje ali pa naše skupne zmožnosti, da naredimo, ne. In tukaj malo pademo na izpitu danes, ne. Danes pač večinoma, ko se govori o nekem spreminjanju sveta, gre na vse ali pa nič, ne. In potem običajno je nič, ne. Lejte, če se jaz spomnim, recimo, če zdaj primerjam, jaz sem odraščal v času pač študentske pomladi in tako naprej, če se in ti tudi, ne, in ja, lej, pač tistih par let gor dol, skratka 68. leta je bilo v Parizu, je bila tista znamenita parola, ne, pač bodimo realisti, zahtevajmo nemogoče, ne. Rosa Luxemburg. Ja, ne, to je bila kar takrat skovana, mislim, ne vem, če je Rosa ravno že to rekla, zdaj tega se ne spomnim, ampak vsekakor se je to pisalo takrat po zidovih in to je bila naša parola tudi leta 71, ko je bil ta odmev v Ljubljani na Filozofski. Pozdravimo Jaša Zlobca. Ja, lepo. Zdaj je stopil med nas. Kar sem hotel reči, po 50 letih so stvari precej drugačne. Ne morem, mislim, problem je v tem, no seveda deloma je tudi to, ker smo se jaz pa vsi mi postarali med tema, ne, ampak problem je v tem, da če gremo na vse ali pa nič, običajno ostane nič. Ne. Se pravi, kup stvari bi bilo treba spremeniti za neko skupno akcijo, skupno voljo, ne, tako, če sem zelo banalen, recimo ukiniti davčne oaze, obdavčiti te transakcije kapitalske in tako naprej. Zdaj, sanjati o tem, da bi bil pa svet popolnoma drugačen, kot smo mi v lastni mladosti, ta bodimo realisti, zahtevajmo nemogoče, pa danes nekako po mojem mnenju ne gre več, ne. Drugačen bi bil marsičem lahko, ne. Ampak verjetno danes brez kapitala ali pa denarne menjave, brez tehnologije recimo, ne, ki je, brez znanosti, ja, kam bi pa prišli nazaj, bi padlo v totalen kaos, ne, ker recimo navezujem na to, da se prav v našem času zdaj pač pojavljajo te neke radikalne kritike znanosti in podobno, ne. Tega jaz ne sprejemam. No, da se vrnem samo k stoikom, ne. To se mi zdi zelo, zelo modro, ne.
Se pravi, če lahko narediš, kar lahko narediš. In tukaj se spomnim recimo na svojega prijatelja, mladostnega sošolca, prijatelja Jureta Detelo, znanega pesnika. On je bil zelo radikalen v svojih pač dejanjih in svojih mislih v odnosu do živali, ampak ni bil noben, recimo, pridigar tega okrog. Ne? Ni tega vsiljeval komu drugemu. Sam je to živel in povedal drugemu, ampak ni pričakoval od drugega, da bo drugi ali pa druga enak kot on. In on je meni enkrat rekel, ne? Ker jaz sem rekel, veš, jaz težko, to je pomembna anekdota za danes, dovolj, da sam še to povem. On je bil že na začetku zelo strikten vegetarijanc, ne, in jaz sem rekel, veš, jaz ne vem, če to zmorem, ne. In je rekel, lej, Marko je rekel tako, ne, to, kar zmoreš, to naredi. Česar pa ne zmoreš, sam veš, v tebi je tisti kriterij, v tebi, ampak hodi za tistim za svojim kompasom notranjim. In to se mi zdi ključno. Hvala ti, zato gremo za zaključno misel tega pogovora k tebi, dragi Igor. Naredi to, kar zmoreš. In to je tudi vodilo stoiške misli in aktualnost te misli dan danes. Ampak najti tisto, kar res zmoremo, pravijo stoiki, je pa mogoče, če boš v sebi prepoznal, zakaj si bil od tega vesoljnega, od Boga poslan na ta svet. Torej, kaj je tvoje poslanstvo? Sledi temu, kar je tvoje poslanstvo, prepoznaj to, kar ti zares si. Ne posnemaj nekih modelov, nekih ne vem kaj, to nisi ti. Ti si enkratno bitje, čeprav smo prahec, ne? Ampak v tebi je zapis, kaj je tvoje poslanstvo, in temu sledi in temu bodi zvest, in to je imel Jure Detela neverjetno dobro izdelano, to praktično filozofijo, zaradi katere je tudi umrl, ampak tako je umrl, kot so stoiki rekli, živi do konca, ne, in sprejmi tudi, da boš umrl, ne, brez velikih tragedij. Torej, slediti sebi, svojemu poslanstvu v tem svetu danes in tukaj. Ja, nedvomno, biti pristan, biti zvestan sebi. Jaz mislim, da sodobni človek nehote, povzema veliko tudi od stoicizma, predvsem, čeprav tudi v iztirjenih oblikah, in sicer to samozadostnost, ker to je tudi eno od vodil stoične misli, bodi samozadosten. Ne? Tako, da boš koristil skupnosti in da ne boš škodoval skupnosti. Ta skupnost je pa zelo pomembna, ker krščanstvo je v tem smislu kritično, to ni preveč dobro, da si samozadosten. Odprirati se moraš drugemu skupnosti in to pa poudarjajo tudi stoiki. Mark Avrelij je prvi je govoril, da smo vsi pripadniki skupne kozmične oziroma vesoljne zemeljske skupnosti. O kozmopolisu, spravi, vsi smo pripadniki neke velikanske skupnosti. Zato delajmo za celoto. Tako, krepiti samozadostnost, hkrati z odprtostjo za skupno dobro, kar pa je danes pod velikim vprašanjem. In to nas lahko navdihuje, da prepoznamo, kdo smo v horizontu te vesoljne, kot bi rekli, celovitosti, h kateri smo dolžni prispevati. Mi smo dolžni darovati, kar smo dobili. Ja, pa tudi konkretno za našo slovensko skupnost, oziroma skupnost v Sloveniji, Evropi in zemeljski zavesti. Ne? Od družine naprej. Družina, prijatelji, nismo samozadostni, nismo na svetu zaradi sebe, ampak smo zaradi drugih. Tako smo tudi nastali. No, če imamo še minutko, Marko, tole vprašanje večnosti, a ne, se mi zdi zelo pomembno, kar si rekel, da so trenutki, morda pred smrtjo, ko začutimo to večnost, ki nima časa in prostora. Se mi pa zdi, da je možno v globoki meditaciji, v poglabljanju, in to zato je tudi stoiška misel tako aktualna pri terapevtih, da je v tej globoki meditaciji ali pa samohipnozi
možno občutiti večnost, kjer ni ne prostora, ne časa, je pa brezgrajna svetloba in brezpogojna ljubezen. To govorim pač iz osebne izkušnje, tudi zato, ker sem bila na pragu smrti in sem to doživela. Kako pa ti, ki poznaš tudi te tehnike, budizem in vse to, kako bi za konec to večnost, ki je lahko zdaj in tukaj, nam vsem odprl in razprl. V par stavkih zelo težko, ampak se zelo strinjam s teboj, ne? Da ti trenutki večnosti ni nujno, da so ob koncu življenja, da so v življenju, da meditacija, jaz imam pač neko svojo osebno meditacijo, ki ni ravno zelo ortodoksna v smislu pač teh vzhodnih praks, ne? Ampak sledim pa tudi predvsem, niti ni nujno, čeprav meni je zelo blizu budizem, ampak niti ni nujno iti tako daleč na vzhod. Jaz sem zdaj sodelujem oziroma urednik sem prevoda Plotinovih del, novoplatonizem. Plotin. No in Plotin je recimo govoril o tem, da je oziroma njegov biograf Porfirij, da je nekajkrat v življenju dosegel to večnost, ne? Se pravi neko kozmično občutje, ki je onstran vsake dvojnosti in onstran časa, ne? In jaz zase lahko rečem, da imam neke slutnje o tem, pač ne toliko realizirana večnost v tem smislu, da bi se na to skliceval, bil sem nekje drugje, ampak svetlobni žarek, vsak svetlobni žarek, vsak listič v soncu in tako naprej, v določenih trenutkih se razkrije ta skrivnost, ki je povsod in zmeraj, ne, samo nekako videti jo moramo. Je pa druga stvar seveda ta tema, ne, s katero se moramo boriti, ki je pa huda, ne. To je pa platno za to svetlobo. Ja, to je. No, to je spet eno novo vprašanje, mogoče sam naj še kot svojo sklepno misel rečem, kar je prej Igor načel glede samosti, ne, biti sam svoj, ne. To je ena lepa slovenska beseda samost, ne, ki jo uporablja tudi pač v prevodih Montaigna se to recimo uporablja. Ne, šele takrat, ko sem samosvoj, ne, ko sem sam pri sebi, sem pravzaprav res lahko odprt tudi za druge. To gre eno z drugim. Brez tega ni. Ne, in tudi ko sem eden, sem iz krasne, čudovite mahajanske budistične sutre, Avatamsake sutre, da povem samo en stavek, takrat, ko sem eden, sem mnogi, takrat, ko sem mnogi, sem eden. To je ta enost, in to je to seveda samost, biti sam svoj, ne. Ni mišljeno, tudi seveda pri stoikih, ne, ni bilo mišljeno tako, da se zapreš vase in da te nič ne briga. Ti ljudje so bili absolutno, ne, od vseh teh družbeno angažirani. Zelo družbeno angažirani. Dobro, še tvoja zaključna misel, dragi Igor Škamperle? Meni je stoicizem blizu, tudi po tej samozadostnosti, prav gotovo, ampak v globini, kot je zdaj kolega Marko lepo povedal, recimo imamo tudi Petrarko, glavni sogovornik njegov v tej svoji skrivnosti je Avguštin, cerkveni oče Avguštin. Torej človek ali pa mistično izkušnja nam to pove, v svoji najbolj intimni notranjosti, v globini, tam srečuješ drugega. Tam ne moreš ostati sam. Ker tam je drugi. In se tam notranje odpira prostor za drugega. Ker tam je drugi. Hvala lepa, hvala obema za ta globok pogovor. Mislim, da smo spodbudili k branju stoikov. Obrnite se na Slovensko matico Marka Aurelije že ponatisnen, Petrarka je tukaj, Epiktet upam, da bo ponatisnen. Torej, hvala lepa in hura za slovenski knjižni sejem. Hvala, Manca, hvala.